Zdaj sem začela šele snemati. Tisti, ki niso dan zraven, bojo prvi del zamudili, ampak nič hudega. Katica že ve, kaj bom govorila. Ja, bravo, bravo. Ene stvari so večne, stojijo, se ne premikajo, se ne spreminjajo. Lahko si sicer kakšna nadgradnja zgodi, ampak ene stvari so pa res večne in to je to, če imate zdaj zapisati, bomo s tem začeli. In sicer sam še en stavek uvoda povem, da za tiste, ki bojo posnetek pogledali. Torej, zdaj želimo uporabiti en princip, eno tehniko, ki jo sama zelo pogosto uporabljam. Leta in leta sem jo zelo uporabljala, posebej takrat, ko bilo res težko in ko nisem vedela, kako iz svojih strahov, iz svojega krča ven v neko finančno varnost. V smislu, ne, da imam ne vem koliko na računu, ampak da lahko sproti za vse, kar potrebujem, jaz in moja družina, da je denarja dovolj. Okay? To je bil vedno saj sem si želela, da bi kdaj tudi bilo tako, da bi bile velike zaloge, ampak vedno pa se je uresničilo, da za to, kar sem potrebovala, je vedno prišlo. In zdaj bomo pogledali to tehniko, se bomo naučili in boste tudi vi sami pri sebi napisali ta svoj cilj. Namero, cilj in jasno odločitev, tudi če zdaj tega ne verjamete. In potem je pot do tega, da spravimo, da boste to začeli trdno verjeti. In ko sami sebe pripeljete do tega, da trdno verjamete, kot da se je to že zgodilo, klik, takrat se zgodi. Ja? Se pravi, uporabimo pisanje, uporabimo en stavek, vam bom razložila, zato da najprej definiramo, kaj si v bistvu želimo. Da ni to samo na nivoju bežne želje ali nekega bežnega upanja. Ampak da je to točno to, kar si želimo, zato pazite, kaj si želite, ker se vam lahko resniči. In se vam bo. Okay? Ja, vidite, Varja že pravi, jaz se bojim, da se to uresniči. En del nas je pa prestrašen del nas. En del nas je pa paničen. Zato bomo uporabili pa drugo tehniko, s katero brišemo paniko, brišemo strahove, zato ker nismo bili morda navajeni poslušati stiske finančne naših staršev. Ker naši starši, saj moji, so odraščali takoj po vojni, ko resnično ni bilo in so poslušali, resnično so bile stiske. In njihovi strahovi so šli iz generacije v generacijo in danes to nosimo. Ampak mi tega ne želimo prenesti svojim otrokom naprej, zato je nekje treba narediti mejo. Prav? In zato bomo danes naredili eno tako mejo tukaj, da v bistvu da stvari spremenimo. Torej, po eni strani moramo vase močno upisati in vtisniti vase novo resnico, ki jo želimo doseči. In si jo bomo takoj zapisali. Po drugi strani pa moramo tisto, kar je kontra tej resnici, brisati iz sebe. In če to pridno delamo, to ni čez noč. In to je v bistvu hoja na kreber, jaz vedno rečem, to je garanje, to je trud sam sabo, svojimi občutki. Ampak če to naredimo, potem na zunaj ne rabimo veliko truda, ker se nam začnejo stvari na zunaj zelo lepo odvijati, korak za korakom in lahko zelo daleč pridete. In moje življenje in ta moj posel in to, kar jaz delam, je čisti dokaz tega, da je to deluje in da se to da. Prav? Ok, pa dajmo, napišemo, stavek začnemo tako, da začnemo tako hvaležen sem in srečen, da, pa boste nadaljevali. Ali tako hvaležna sem in srečna, da, pa napišite tisto, kar ste prej tukaj napisali. Vedno napišete v pozitivnem obliki. Tako hvaležen sem in srečen, da, napišite. Jaz tudi pišem. Tako, ampak napišite nekaj, kar res čutite. Nekaj, kar res čutite, da si želite. Ni nujno, da čutite, da je to za vas možno. Nujno je pa, da čutite, da je to nekaj, kar bi se vi lahko res dobro počutili, kar bi vam res prineslo ene dobre občutke, eno sigurnost. Torej, tako, naprimer, tako hvaležen sem in srečen, da imam denarja dovolj za vse, kar potrebujem. To bi bil zelo lep stavek. Ali, tako hvaležna sem in srečna, da sem finančno samostojna, ena gospa napisala. Ali, tako hvaležen sem in srečen, da se čutim varnega glede denarja. Ne napisati, da me ni strah glede denarja,
ampak napišite, tako hvaležen sem in srečen, da se čutim varnega glede denarja. Tako hvaležna sem in srečna, da sem pomirjena glede denarja, če čutite strahove. Tako hvaležen sem in srečen, da imam varno finančno prihodnost. Ali tista gospa, ki ste napisala, da vas je strah, da dobite odpoved. Tako hvaležna sem in srečna, da imam varno službo, recimo, ali pa da imam redno delo, da se vedno delo zame najde. Ja? Ali pa Varja, ki bi želela iti na svoje, tako hvaležna sem in srečna, da delam zase in da zaslužim dovolj za vse, kar potrebujem. Ne? In dajmo preskočiti tisti strah, paniko, Varja, ki se ti vklapla, joj, kaj, če ne bo dovolj, pa nekaj časa bom brez udobja, pa mogoče moji otroci ne bo imeli za čevlje ali za hrano. Ne? Ker kot mama boš ti takoj rekla stop in boš ustavila sama sebe in boš ustavila svoje sanje. Ampak lahko to narediš in hkrati poskrbiš za svoje otroke. Velja? Torej, zdaj, če kdo ni siguren, ali pa dajte mi malo te stavke napisati, da vidim, če ste jih pravilno napisali, morajo biti napisani v sedanji obliki, kot da so se že zgodili. Vključimo hvaležnost in vključimo tudi občutek, kot da se je to že zgodilo. Prav? Dajte mi napisati, da jih malo preverim. Če ste negativne besede, vas bom malo pokontrolirala. Bomo dali stran. Tako hvaležna in srečna sem, da sem finančno neodvisna od drugih ljudi, da sem sama sebi dovolj. Ok, recimo. Ok, Varja se že oglaša. Mami mi vedno govori, da moram za vse sama poskrbeti. Ja, in to je zdaj lahko en star strah, ki ga je treba dati ven, ne? Lahko dava Varja, tako hvaležna sem in srečna, da se je vse odlično rešilo z mojim novim delom ali pa z mojim poslom. Ja? Hvaležen in srečen sem, da imam dovolj denarja, kolikor ga potrebujem. Odlično, Tomaž. Dajmo en tak, ni treba zdaj pisati milijone. Dajte to, kar bi vas v tem trenutku pomirilo, prav? Da bo vseeno dosegljiva ta stopnja. Da imam svoje uspešno podjetje. Bravo, Jerneja. Tako, ok. Tako hvaležna sem, da imam čudovito službo, ki mi omogoča finančno varnost. Bravo, bravo, bravo. Ana, ja. Tako hvaležna sem in srečna, da denar prihaja kontinuirano iz različnih virov na naraščajočih količinah. Ja, krasno. To je pa od Boba Proctorja. To stavek sem tudi sama zelo veliko uporabljala. Krasen stavek. Krasen stavek. Ta stavek Bob Proctor uči, pa mogoče še enkrat preberemo. Tako hvaležna sem in srečna, da denar prihaja kontinuirno iz različnih virov v naraščajočih količinah. Ta stavek je izredno močen, tako da tega Bob Proctor uči, tudi sama sem ga velikokrat. Lep stavek. Gremo naprej. Tako hvaležna in srečna sem, da sem finančno neodvisna in varna. Tako, ja. Tako hvaležna in srečna sem, da zaslužim dovolj denarja za vse, kar potrebujem. Super. Zarja, tako hvaležna sem in srečna, da delam to, kar me veseli in se počutim koristno in sposobno. Čudovito, Zarja, čudovito. Ko pišete stavek, dajte not emocije svoje, da se počutite krasno, tako da Zarja zelo lepo. Počutim se koristno in sposobno in delam to, kar me veseli in morda Zarja bi še dodala in sem lepo plačana. Dajmo vključiti, zakaj ne bi bili lepo plačani za tisto, kjer res dajemo svoje talente, svoje srce, svoje znanje, svoje sposobnosti. To mislim, da je prav. Ja? In ni treba za denar garati, pa se truditi, pa sebe izčrpavati, pa izsušiti svoje srce, zato da ko smo čez vikende fraj, da takrat šele delamo tisto, kar imamo radi. Zakaj ne bi delali in živeli tu, kjer so naši največji potenciali? Tu, kjer je naše, zakaj ne bi bili dobro plačani za to, kar res delamo s srcem, s strastjo, z energijo. Malo vam dam za razmisliti, ne bomo vse danes rešili, ampak malo vam pa dam za razmisliti. Dajte si kakšne take ideje, mogoče vas malo zaboli, mogoče še se vam zdi nemogoče. Vedno pišemo ta stavek tako, da je nekako, kolikor čutite, da zmorete, da naredite kak korak. Ne? Ok. Preberem naprej, da imam svoj dom na obali. Lepo. Tako hvaležen sem in srečen, da svojim delom preživljam sebe in družino.
Tako, mogoče Boštjan dajva še, da dostojno preživim ali pa da se ob tem dobro počutim, ne da se izgaram, ampak da z veseljem delam, da sem lepo plačan, tako, ne. Bravo. Tako hvaležna sem in srečna, da sem finančno sposobna poskrbeti zase in družino, dobro. Tako hvaležna sem in srečna, da imam poplačane vse položnice, da sem finančno varna, pomirjena glede denarja, imam reden mesečni dohodek, nimam izvršb, imam službo. Tele izvršbe kar črtamo. Ne smemo sebe programirati z negativno. Izvršbe črtati, dragica, obvezno. Ostalo pa je v redu. Ostalo je pa v redu. Ok, berem naprej. Tako hvaležen in srečen sem, da imam super varno in redno službo in se počutim varno glede denarja. Yes. Nevenka, tako hvaležna sem in srečna, da verjamem in zaupam, da je denarja dovolj za vse, kar potrebujem, da imam varno finančno prihodnost in varnost. Ja? Da imam izpopolnjujočo in varno finančno prihodnost. Tako. In zdaj ta stavek še enkrat, prosim, preberite sebi. Tako hvaležna sem in srečna, da mirno upravljam svoje poslance in zame poskrbljeno. Ja. Da imam dobro službo in lahko vlagam novo hišo. Dušan, vam se to tako že uresničuje, ne? Super. Zdaj pa še enkrat v miru preberite ta stavek na glas, sami sebi, pa ga probajte začutiti, ali je res to, kar si iskreno želite. Ali bi ga kaj popravili. Pa če treba ga popravite in si ga še enkrat napišite, prosim, ta isti stavek. Lea, v redu, lepo. V redu, Lidija. In zdaj, če vam je ta stavek všeč, dajte si ga 5-krat ta trenutek zapisati na papir, dajte si ga zapisati, bom počakala, dajte si ga 5-krat napisati, ampak ko pišite, probajte čutiti, kot da se je to že zgodilo. Vsaj mičkeno poskusite, če ne bo šlo nič hudega, ampak probajte. 5-krat napišite ta stavek, 5-krat napišite ta stavek zdaj v miru, srcem, zbranostjo, kot da je to že vaša resnica. 5-krat. Katica, krasno. Bomo prebrali, ja. Bojan, krasno. Napišite zdaj sebi na papir, ne meni več, sebi. 5-krat. Pa malo probajte to pisati s srcem, ščutiti malo. Dobro. In ko imate, se malo probajte začutiti, kako se počutite zdaj, ko ste to 5-krat zapisali. Kako se počutite? Probajte malo zaznati, kaj se je z vašim počutjem zgodilo. Kako se počutite? Pa lahko tudi malo podelite tukaj, da vidimo. Zelo, zelo prijetno, ja. Katica se nam je oglasila, Katica, da je učenka moja izpred 6 let, ogromno se je naučila, 1000-krat je napisala iste stavke, po takratnem turbulentnem obdobju sem danes dobro. Zelo v redu. Po smrti moža prebolela raka, izgubila službo s pomočjo EFT pisanja in Ho'oponopono se je postavila na noge. Ok, čudovito, Marjeta, bravo.
Smok v grlu, rahli mravljinci, ja. Vsak naj napiše tak stavek, da se čuti dobro, da vam je všeč, da je vam pisano na kožo, Andreja. Super, z nasmehom na obrazu, tako. Odpor v srcu, Karmen, ja. Varja, zdaj pa mi gre na jok, kot da tega ne smem, tako, vidite, telo se nam po eni strani budimo občutke sreče, po drugi strani se nam pa telo malo upira, ne, to ni zate, to ne smeš. Zelo odlično, tako, ok, krasno, lahkotno, radostno, bi šel kar delati poln energije, bravo, Erik, ja. Malo čuden občutek, ja. Ok. Dobro, glejte, zdaj pa vam bom dala recept, preverjen, ki 100% deluje. Ja, imamo dvome, zdaj se nova prepričanja odpirajo, sem lahko srečna, vsak ima neko svojo kolekcijo. Nekateri ne čutite odpora, tisti, ki ne čutite odpora, boste hitreje lahko dosegli svoje sanje, to, kar si želite. Tisti, ki pa čutite odpor, bo pa treba s tem odporom delati, bo pa treba ta odpor premagovati, bo se pa treba posvetiti temu in ta svoj odpor je nekaj, kar vas bo 100% ustavilo, če se ne boste ukvarjali z njim. 100% vam ne bo dovolilo delati koraka, če tega upora ne boste odstranili. In zdaj, kakšen je recept moj, ki 100% deluje, preverjeno, deluje tako, da po eni strani vzamite si en blok, jaz sem te blokce dala celo natisniti, ta trenutek so nam sicer pošli in bomo kak mesec preden bomo to spet pripravili, ampak je čisto preprost, lahko si katerikoli zvezek vzamete, jaz sem si tako zamislila, da si liste trgam. Zakaj? Zato tu ni nobenih fancy misli, ker mi moramo pisati, ker ni zato, da vam jaz tu napišem 100 lepih misli, zakaj to deluje, je brez veze. Vi morate z roko vzeti svoj svinčnik, svojo kulico in na roko pisati. In s tem, ko vi pišete, programirate svoj da se bo točno to zgodilo. Vi gradite v sebi vero, da se bo točno to zgodilo, kar si vi zamislite. In tisti, ki ste poslušali moj webinar par dni nazaj, ponedeljek, sem govorila o tem, o nekih zakonih, ki so večni, različne religije in voditelji in knjige o tem govorijo, ampak vse je čisto preprosto. Jezus je rekel tisto, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. In tu ni dvoma, to ni mogoče se bo zgodilo, ali pa enkrat se bo, enkrat ne. Zgodilo se bo, če verjameš, da se bo, kot da se je že zgodilo. Razumete? Če verjameš, kot da se je res zgodilo, se bo zgodilo. In zakaj mi pišemo ta stavek? Zato, da svoj pripravimo do tega, da verjamemo, kot da se je to že zgodilo. Ja? Zelo simpel. To je pač recimo, zgodilo se bo verjetno samo čez dobro. Ne, Varja, ni res. Zgodi se tisto, kar človek svoj prepriča, da je resnica. Žal, bolani prepričajo v bolane stvari in se bolane stvari zato dogajajo po svetu. Zato je pa toliko bolj pomembno, da mi, to so neki zakoni vesolja, ki definitivno delujejo, zato je pa toliko bolj pomembno, da mi svoj prepričamo, kot da se je to zgodilo in da že čutimo, kot da se je to zgodilo in takrat čak se vam bo zgodilo. Verjetno je že kdo imel tak občutek. In ko boste vi ta stavek tolikokrat pisali, da bo to že živelo v vas. Jaz se spomnim, sem včasih pisala po 1 uro dnevno in sem šla potem recimo voziti avto, meni se ta stavek po mojih mislih rolal. Sem pomivala posodo, sem ga imela v mislih, v srcu. Cak se je zgodilo. Točno to, kar sem si zamislila, kar sem ponavljala, kar sem svoj pripravila do tega, da je verjel možgane, naprej pripravimo, da začnejo verjeti, kot da se je že zgodilo in se vedno zgodi. Ja? Napoleon Hill, ki je preučeval okoli 80 uspešnih ljudi celo življenje, pa če prejšnjem stoletju, on je tudi napisal, stanje mora biti v stanju popolne vere v to,
ne dvoma, ne nežne želje, ampak popolne vere in takrat se vedno to zgodi. Ker čisto vsaka stvar, ki si jo mi danes lahko držimo v roki, si je nekoč nekdo zamislil. In zato tudi, ko si mi nekaj zamislimo, in Bob Proctor tudi pravi, on je bil moj mentor leta nazaj, ta gospod je pokojen, že krasen gospod, imate ga veliko na YouTubeu. On je rekel, tisto, kar lahko držite v glavi, boste lahko držali v roki. Recimo, jaz imam tu eno luštno zapestnico. Nekdo si je to imel v glavi, prednje je prišla fizično. Ta kozarec, nekdo ga je imel v glavi, si ga je narisal, nekdo ga je tukaj imel najprej, preden je bil fizično. Telefon, nekdo ga je imel v glavi najprej, preden ga je imel fizično. In zato tudi, če hočete nekaj fizično imeti, denar, recimo, finančno varnost, hiško, ne vem kaj, plačane položnice, morate najprej to v glavi imeti. In zato je ta proces dvodelen. En del je, da pišete stavek, ki smo si ga zdaj zapisali. Če ga želite spremeniti, da vam bo še lepši, napišite tak stavek, da bo vam všeč, da vsakič, ko ga bo zapisali, da vam bo pobožalo vašo dušo. In večkrat, ko boste ga napisali, hitreje se vam bo resnično. Lahko pišete 10-krat na dan ali pa 100-krat na dan. Ja? In ta drugi del, ki pa je tukaj pomemben, ta drugi del je pa iz sebe čistiti tiste občutke in tiste misli, ki so v nasprotju s tem, kar vi hočete doseči. Ne? Ja. Bob Proctorja, če bo kdo kasneje gledal, ga iskal. Treba je čistiti tisto, kar vi želite doseči. Treba iz sebe dati strahove, občutek, da nisi vreden, občutek, da si ne zaslužiš, občutek, da je, ker to, ko boste vi začeli pisati, kaj se vam bo zgodilo, vaša podzavest vam bo ven začela dajati stvari, ki so kontra temu in mnogim se bo z vam zgodilo, ko se boste začeli to res pisati, se boste slabše počutili. Enim se tesnoba pojavi, eni ne spijo. Jaz doskrat nisem spala, če sem to 1 uro zvečer pisala, jaz nisem spala, ker se je začela bitka. To, kar sem jaz hotela vstaviti v mojo podzavest in to, kar je bila stara resnica. Bitka je bila in tudi vi boste to doživeli. Tukaj pa pride na vrsto druga tehnika, s katero pa čistimo stare občutke, s katero pa čistimo tisto naše staro programiranje. Me razumete? In zdaj bi rada, da to dejansko, da to tudi malo skupaj naredimo, prav? Ja, isto si lahko pišete za zdravje, isto si lahko pišete za ljubezen, isto si lahko pišete za to, ne vem, za izpite v šoli, isto si lahko pišete, ne vem, za karkoli. Evo, Tina piše, že leta sem si želela svoj salon, verjela sem, da ga bom imela in letos sem dobila priložnost, da sem ga odprla. Presrečna. Evo, Tina, leta si ga je želela in čak, nekoč se materializira in je. Ne? Lahko pišete za zdravje, karkoli. In tudi, ko imate kako stisko, na primer, ne vem, zmišljujem si zdaj sodišča, izvršbe, lahko pišete tako hvaležna sem in srečna, da se je vse odlično rešilo v zvezi s sodiščem. Pika. Ja? Tako hvaležna sem in srečna, da se je vse v zvezi z, ne vem, sosedom, če imate težavo, odlično rešilo. Tako hvaležna sem in srečna, da se je vse službo rešilo. Vedno je to dvodelen proces. Po eni strani morate pisati, kaj hočete, po drugi strani morate pa iz sebe brisati isto, kaj nočete. Ok? In zdaj bomo šli v drugi del procesa in bomo uporabili, jaz bom malo glasbe tukaj dala, čakaj sem, da vidim neko vprašanje, če pa pametno. Ok, Teja, dobrodošla. In zdaj bomo pa malo iz sebe ščistili te vaše nelagodje, vaše strahove, ker če vam učim, da morate pisati, vas moram naučiti tudi, kako si boste pomagali, ko vam bo to pisanje povzročilo nelagodje. V redu? Dobro, čakajte samo, da si jaz tukaj malo glasbe pogledam. Aha, evo, imamo tu. Vam bom probala deliti ekran, če bo šlo. Super. Tako da zdaj vas pa prosim, da naredite vdih, izdih. Zdaj pa pojdimo v tiste negativne občutke, ki so nekako kontra temu, kar si vi želite. Ne? Nekaj v vas je, kar vas bremza, ker sicer ne bi bili danes na tem webinarju. Nekaj vas je pritegnilo, nekje še niste naredili preboja, zato ste danes tukaj. In zato zdaj poglejte, kaj je tisto,
kjer pa še ne čutite, da je to že vaše, kjer še ne čutite, da vam to pripada, kjer še ne čutite, da je to za vas možno, kjer še mogoče vaša okolica čuti drugače. In zdaj bomo šli gledati točno to. Prav? In zdaj vas povabim, gledajte, vzamite 3 prste in se primete s 3 prsti tukaj čisto rahlo, nežno in se vprašajte, koliko sem bila stara ali pa star, ko sem se naučil, da tega strahu, da denarja ni dovolj, ko se je ta stiska glede denarja šla vame, da imamo pač temo denarja, ne. Poiščite neko situacijo svojega življenja, nek dogodek, neko učenje nekoga, ki vas je vzgajal, da denarja ni dost, da je narobe, če si ga želite, da ga ne boste mogli imeti, da mi pač nismo taki, da to pač nam ne pripada. Poiščite neko bolečo izkušnjo na temo denarja, ki ste jo vi doživeli in poskušajte iti čim bolj nazaj v življenju. Prav? Imamo? In zdaj bomo šli tapkati in vas vabim, da res greste globoko v svoje občutke, da se res globoko temu posvetite in bomo te občutke zdaj čistili iz vašega telesa ven. V redu? Ja, da privatniki na nepošten način služijo in nadzirajo ljudi. Okej. To je spet neka pavšalna obsodba nekoga, za katero se skriva miselnost reveža, ne. Jaz sem tudi slišala, mogoče sam ta komentar, pa takoj gremo delati. Jaz sem tudi slišala, moj oče, jaz ga imam izjemno rada, ampak on je tudi zrastel po hudih vojnih razmerah, zelo težko je bilo, veliko otrok je bilo, oče je umrl, so se res zelo mogli truditi, da so sploh preživeli. In on ima v sebi to stisko. In enkrat se spomnim, sva šla mimo po Mariboru in tam je druga gimnazija in blizu je bila pač neka restavracija in on je rekel, glej, ta si je pa zaslužil na račun lačnih želodčkov. Ta pa služi na račun lačnih želodcev, ne. Pa jaz sem pa takrat že, bo posnetek, ja, za nekaj dni. Jaz sem si pa takrat že malo te stvari razčistila, pa sem malo drugače gledala na svet in mene sem kar brez besed ostala, sem rekla, glej, ati, on je postavil stavbo, šel je v kredite, najel je delavce, vsak mesec mora toliko in toliko plač narediti, toliko in toliko mora materiala nakupiti. On je svoje srce noč in dan o tem razmišlja, kako bo posel speljal, zato, da bo lahko nahranil recimo to mladino, ki pač tu zraven na gimnazijo hodi, ki rabi malce vsak dan, ne. In zato v bistvu, ne bom zdaj preveč razlagala, skratka, to so vse prepričanja, ki nam preprečujejo, in tudi jaz sem se mogla zelo s tem soočiti, ki nam preprečujejo, da bi bili uspešni, ne. Okej? Zdaj pa gremo vsak v svojo stisko, pojdite v preteklost ali pa če imate v sedanjosti stisko, vsak v svojo stisko, v nekaj, kjer ste se vi naučili, scarcity mindset, bi rekli v angleško, zelo lep izraz, scarcity mindset, se pravi miselnost prestrašenosti, ne vem, kako bi lepše prevedli. Okej? In gremo začeti tapkati, ja. Gremo tapkati. Zaprete oči. Tisti, ki še ne znate, točke se boste naučili, krasna tehnika za čiščenje starih emocij, starih čustvenih vzorcev, starih neumnosti, ki so v nas. Krasna, kar tapkajte po teh točkah. So tisti, ki že znate, sočasno pa zaprete oči in samo opazujte tisti prizor, kjer ste čutili stisko ali pa samo čutite tukaj, kjer zdaj čutite stisko, pač greste v neke svoje negativne občutke. Prav vsak naj se malo zdaj znajde, sočasno tapkamo, čutimo te občutke in jih preprosto dajemo ven iz sebe. Samo čutimo in dajemo te vzorce ven, te stare občutke in vedno so za starimi občutki, ki so negativni, se pravi strahovi, žalosti, tudi jeza, frustracija, povezani so s tem naši vzorci. Vzorci, da ni dovolj za nas, vzorci, da bo denarja kar zmanjkalo, vzorec, da ne moramo preživeti, vzorec, da drugi lahko, mi pa ne, pa še ta vzorec, da moraš krasti, če hočeš uspeti. In to ni res.
Jaz nisem nikoli nič ukradla, pa lahko rečem, da sem uspela, pa da še mnogo bolj bom, ker imam še veliko vizijo. Ne rabiš krati, da uspeš. Ne rabiš. To so tudi neumnosti, ki nas, ne vem, kdo nam polni glave s tem. Lahko uspeš, če veliko ljudem nudiš ali izdelek ali storitev. Če nekaj narediš za druge ljudi. In gremo zdaj nazaj v tiste vzorce, tisto pomanjkanje, scarcity mindset, ta miselnost reveža, da nimam nikoli dovolj. In mogoče zato hrčkate, zbirate brez veze, se ne morete posloviti od česa. Tu zadaj je vedno strah. In s tem zdaj mi čistimo strah. Probajte vsak svoje občutke, čistite, čutite, lahko tudi jokate zdaj, lahko imate mravljince, lahko vam je vroče, lahko vam je hladno, lahko imate kakršnokoli reakcijo in vse je normalno, vse je okej. Samo čutite, naj ti občutki tečejo čez vas in potapkamo jih tudi spuščamo. Ker denar ni čisto nič slabega, samo kakšen pomen mu damo, pa je lahko dober ali pa slab. Ljudje lahko z denarjem kupimo bombe ali pa kupimo hrano za otroke. Lahko kupimo, ne vem, orožje, lahko pa kupimo čeveljčke za otroke, pa zvezke, pa barvice, pa si kupimo, ne vem, kurjavo, da nam je toplo, pa si plačamo počitnice, da doživimo sončni zahod na morju. Denar je čisto okej. In življenje brez denarja je težko. Življenje z denarjem pa ni dovolj, da si srečen, ampak je pa bolj udobno, pa bolj lagodno, pa lepše, pa več imaš od življenja. Če lahko greš na morje, ne samo enkrat na leto. Če lahko otroku kupiš čevlje takoj, ko jih rabi, ne šele ob plači. Če lahko si kupiš kdaj kaj, tudi za malo, da se pocrklaš. In če lahko preprosto z lahkoto plačaš položnice. In če veš, da denar vedno pride, da ga je vedno dovolj. In če ga hočete v resnici manifestirati, če hočete v resnici doživeti to, kar ste si zaželeli na začetku, potem je treba svoj sprogramirati, da je točno to za vas že resnica. Vnaprej morate verjeti, da je to za vas že narejeno. Tako kot Jezus reče, verjemite, karkoli prosite, verjemite, da ste že dobili in se vam bo zgodilo. In se vam bo zgodilo. Zato pa ščistimo vse dvome, vse strahove, vse bolečine, spustite iz sebe ven. In želim, da danes najdete mir v zvezi s financami. Vsaj za en košček vaše zgodbe. Najdete mir, najdete sproščenost, najdete varnost in je vse dobro. In je vse okej. Ja. Naredimo vdih, izdih. Tisti, ki še imate reakcijo, lahko še tapkate. Tako, pa me malo zanima, kaj se vam dogaja, kako se počutite. Lahko mi napišete, prosim. Scarcity pomanjkanje. Aha, okej, hvala, Dajana. Mama zaprta zaradi kraje, ja. Ok, vidite, to so vse neke čustveno nabite zgodbe, ki nas še danes obremenjujejo in prekleto močno vplivajo na nas, tudi če mi čez dan na to ne pomislimo. Zasolzile so se male očke, ja. Sproščena, lahkotna, jok, ne vem, da je pač treba garati, da imamo dovolj denarja, sem omejena. Tako, mravljince, solze, okej. Sproščeno, umirjeno, jok, spuščanje, ja. Občutila sem žalost in razočaranje, ja. Umirjeno, pomiritev, da potrjujemo to, kar si želimo. Sproščeno, Zdaj že bolj mirna, Vesna, krasno. Zakaj imam v glavi, da mora biti delo naporno, drugače si ne zaslužiš plače? Novo prepričanje, delo mora biti naporno, zato da si zaslužiš plačo. To je prepričanje, pa ni treba, da je tako, lahko si ga spremeniš.
Lahko je tako, denar zaslužim na lahkoten način. Pa to še ne pomeni, da je kraja. Denar lahko zaslužim na lahkoten način. To so vse prepričanja, ki jih je treba potegniti ven, spremeniti, pogledati, raziskati in sčistiti. Po drugi rahel glavobol, ja, lahko še malo. Žalost, tesnoba solze, sedaj pa olajšanje, super, super. Ni treba razmišljati o slabih mislih in potem tekom tapkanja brisati te misli in jih nadomestiti s pozitivnimi. Ne toliko razmišljati o mislih, kot čutiti občutek povezan z mislijo. Ja, potrebno je čutiti negativni občutek, povezan z neko mislijo, ga prečistiti in ga dati ven. Tako da, ja, ali razumete torej proces, kako v bistvu se je treba zaradi ljudi? Ja, ok, bomo dali Bernarda posnetke. Glejte, se pravi, danes sem vam pokazala, kako v bistvu se lahko rešite stisk, zaradi denarja se rešimo tako, da poiščemo, kdaj so se te stiske vtisnile v nas, kateri dogodki z naše preteklosti so nas tako močno zaznamovali, da jih mi še danes čutimo. In je potrebno te stvari predelati. Po drugi strani pa si ustvarite vizijo prihodnosti, ki jo želite živeti, in pišite dnevnik. So tudi drugi načini manifestiranja, tudi drugi. Danes jaz bi ostala pri tem, tale je strotl ziher deluje, ok, res deluje. Pač dajte si kupiti kak kulinov, pa kak blokecnov. Pa ni treba liste shranjevati, potrebno je pač trgati ven. In glejte, na ta način mi lahko dosežemo karkoli v našem življenju želimo. Na ta način lahko, to je bila zdaj samo ena vaja, samo en majhen korak. Isto lahko naredimo za več korakov, pač ponavadi je veliko teh prepričanj, ki jih je treba spremeniti, ne? In eno naredimo, se nam pojavi drugo, pa tretjo. In je v bistvu to konstanten proces. Isto lahko dosežete na področju zdravja, isto lahko dosežete na področju ljubezni, isto lahko dosežete na področju, ne vem, če hočete iti na počitnice nekam, če hočete športne dosežke, če hočete poslovne dosežke, če se hočete čudežno pozdraviti. Naš je neverjeten, samo moramo znati delati z njim. In zdaj sem vam pač razložila en proces, zdaj pa imate dve opciji, zdaj pa lahko sami to delate in navijam za vas, srčno navijam. Če pa bi kdo slučajno želel se vključiti, da mu pomagam, da ga vodim, če bi kdo resno to želel, če bi kdo hotel mentorstvo tukaj, je pa zdaj na voljo, s torkom začenjam nov program, ki se imenuje Vibrant Life, ki bi res želela, da se pridružijo tisti, ki hočejo več, ki hočejo na hitro in na močno doseči svoje sanje, ali finančno manifestirati res cilje svoje, ali zdravje res pozdraviti, ali na področju ljubezni, ali na področju poslanstva. Nekdo, ki res hočete več, ki hočete intenzivno iti čez en, kjer bomo še mnoge druge tehnike in pristope, vodim ta program jaz in to bo vsak torek in četrtek ob 8 uri zvečer. Poleg tega bomo video posnetke naredili in v maju imamo tudi vikend, kjer smo v živo. Tako da, če koga mika, jaz bom srčno vesela, če se pridružite. Smo pa naredili, lahko pa se še razmislite oziroma imate še en tak pogovor z mano, tako da bi prosila zdaj mojo ekipo, če evo Jure nam je link dal. Glejte, tisti, ki vsaj malo vas zanima, vas vabim, da tukaj na tale link si ga prosim skopirajte, pa se prijaviti, si najdite en termin, zdaj v prihodnjih dneh bojo, dokler so še prosti termini, si lahko en tak termin, da se z mano osebno slišite, ali po telefonu, ali preko Zooma, če imate še kakšne dvome, vprašanja in se lahko prijavite v bistvu, če vas zanima, da se pol na ta program moj Vibrant Life prijavite, ne. Lahko pa tudi, če bo pa terminov zmanjkalo, pa še mogoče moj mail, če napišete, jureasja.dominko33@gmail.com, to je moj osebni gmail, ki ga samo jaz berem, tako da če bo komu termina zmanjkalo, pa želi kako besedo, če ima kak dvom, glejte, dobrodošli ste. Jaz sem vam danes veliko dala, lahko greste sami, kot rečeno, naprej s tem. Tisti, ki pa hočete več, ki čutite željo, da bi svoje življenje radi premaknili iz te točke, kjer ste, na višjo točko, bo pa mnogo hitreje, če pridete pod moje mentorstvo. In res se veselim te ekipe, ljudi, s katerimi bomo zdaj ustvarjali
s katerimi bomo ustvarjali prihodnost naprej. Ja. Tako, imate kakršnakoli vprašanja, dvome, lahko mi napišete, zapišite zdaj še, evo, zdaj smo tukaj, da se še kaj pogovorimo, če imate kakršnokoli željo, vprašanje, napišite. Ja, Varja velja. Kako vam je bilo danes to? Lahko greste sočasno, Bojan, če se vam zdi, da se vam je stanje že na notranjem miru izboljšalo, lahko greste sočasno, če zmorete. Lahko pa midva konkretno se pogovoriva jutri na to temo, ne, da vidiva točno, kje ste. Dušan me veseli, hvala. Nina se že prijavlja in komaj čaka, da drug teden začnemo. Nina, tudi jaz tudi, res komaj čakam. Helena, za zdravje napišete tisto, kar rada vas poslušam, Jerneja, super. Bom, ne vem, kaj pozdrav, moj Maribor. Ja, hvaležna, da si me videla, ja. Aha, hvala za nocoj, ja. Kako odpraviti počutek krivde, nepravilne odločitve, zaradi katere je posledica finančna nestabilnost? To, kar sem govorila, dragica, potrebno je sistematično predelati vse težke dogodke iz preteklosti. In ravno to je zdaj, če imate kaj takega, vam res toplo priporočam, da pridete v ta program, ker vas bom jaz vodila čez to. Ker podzavest nam skrije, mi sami ne vidimo, mi preprosto obtičimo nekje in se nam zdi, da je čisto v redu, ker podzavest zadaj vodi igro. In mi mislimo, se bomo premaknili, a v bistvu se ne premaknemo. Tako da to je vse rešljivo, težko vam sam en nasvet, da jaz vas moram voditi čez to. In to bomo delali v tej skupinici, ljudi pogumni, ki hočejo svoje življenje na višji nivo. Pa tisti, ki poznate Joe Dispenza, je možakar, ki ima neverjetne uspehe, tako da bomo vse to njegovo znanje tudi vključili in jaz hočem, da ne delamo tu čudeže, tudi na področju zdravja. Tako da ste res toplo vabljeni, da se pridružite, ker bom res čisto nove stvari uvedla, za katere sama komaj čakam, da jih že mesece študiram in že leta se to veselim, nove stvari, da postanemo brezmejni, da res presežemo svoje meje, da živimo svoje življenje totalno napolno. Tako da, če vas to nagovori, ste res dobrodošli. Še enkrat prosim, Placebo ste vi je prva knjiga, ja, pol pa sta še dve. Odvadite se biti to, kar ste, in tudi tretja knjiga Postanite brezmejni. Ja, evo, ste hvaležni za čudovit večer, mogoče ja, še kaj je tisto, kar ste se danes naučili. Hvala za lepe nasvete in lepe besede, ja. Ja. Kaj je tisto, kar vam je danes ostalo, kar boste pisali dnevnik? Boste pisali dnevnik hvaležnosti za to, kar si želite, boste čistili svoje stare vzorce, boste se premaknili naprej v življenju, ker ni vam treba živeti v strahu. In jaz bi zaključila v bistvu s tem, s čimer sem začela, ne, da zame osebno je ena taka res zaveza sama sebi, da ne bom oblikovala svojega življenja na podlagi svojih lastnih strahov. In ne bom oblikovala svojega življenja na podlagi strahov drugih ljudi. Ne bom. Ampak svoje življenje bom oblikovala na podlagi svojega navdiha, svojih sanj, svoje kreacije in točno to v bistvu želim tudi vam. Tako da ja, s tem vam mogoče zdaj na koncu še enkrat preverite link, kdor se želi pogovoriti, kdor hoče priti v ta program, je dobrodošel. Sicer pa vam želim vse dobro na vaši poti, se še kdaj srečamo, vidimo, če ne drugače preko Zooma. Bodite pogumni, borite se za svoje življenje, ker lahko imate lepo življenje točno v teh časih in lahko se imate zelo lepo. Tako da hvala za vse. Želim vam lahko noč. asja.dominko33@gmail.com, če ima kdo kako vprašanje, če se želi pogovoriti, če ima kakšne dvome ali kakorkoli navdih, ste dobrodošli. Sicer pa lahko noč in rada vas imam in ostanemo povezani. Lahko noč, srečno.